zdravi iz Berlina. Kot smo napovedali prejšnji teden, sva tokrat na sejmu zabavne elektronike IFA, kjer se največji proizvajalci, pa tudi manjši kot na tem dogodku tukaj večernem, predstavljajo s svojimi najnovejšimi proizvodi za opremo celega doma, celega človeka in vsega ostalega, kar si lahko zamislimo. Zato tudi tokrat, podobno kot na CES-u in drugih takih dogodkih, vidimo vse vroče tehnologije potrošniške elektronike, od televizorjev do telefonov, tablic, vseh mogočih pripomočkov, zapestnic in rešitev za energetsko učinkovit dom, povezane naprave, komunikacijo med napravami. Skratka, vse glavne brenčavke so tukaj predvabljene. Ja. Največ je bilo seveda telefonov, kot smo tudi pričakovali, ker je to trenutno najbolj vroča naprava, najbolj prodajana, največjo rast ima. Smo pa videli eno zanimivo zadevo pri telefonih in to, da proizvajalci ne govorijo več toliko o strojnih lastnostih, o specifikacijah telefonov, ampak zdaj bolj poudarjajo oblikovanje, materiale in predvsem življenjske sloge. Ja, vse mogoče življenjske sloge. Hitrost fotoaparata, potem koliko je fotoaparat dober za selfije, koliko ima širok objektiv ta sprednji fotoaparat. Tako da, če je bilo še lani, so proizvajalci na predstavitvah izpostavljali predvsem tehnične lastnosti, kar je število megapik, hitrost procesorja in podobno, moramo danes praktično proizvajalci skoraj vprašati za tehnične lastnosti, zaradi tega, ker v glavnem vse nove izdelke zapakirajo v življenjske sloge. Češ, kakšen tip uporabnikov bo to uporabljal in kaj bo s temi napravami počel. Tako je. Videli smo tudi kakšno presenečenje tukaj, recimo nismo čist pričakovali, da bo Samsung predstavil res telefon z zaslonom zakrivljenim čez rob, čeprav je to spet ena od tistih stvari, ki so vsaj na prvi pogled pogojno uporabne, ne vemo, ali bo to se dejansko obneslo v praksi ali se ne bo. Microsoft je presenetil s tem, da je mogoče končno razumel, da more malo poceniti svoje telefone s sistemom Windows Phone, ki jih je kupil od Nokije, če hoče dejansko prodreti z njimi na trgu, ker je njegov tržni delež še vedno zelo majhen, čeprav si prizadeva že par let s temi napravami. Večina ostalih stvari pa niso bile presenetljive, ampak so šle predvsem za manjše evolucije, kar pomeni, televizori so še večji, še bolj ukrivljeni, glavne prodajne besede so pa 4K, ultra visoka resolucija, ukrivljenost in pa pač vsak proizvajalec poskuša po nečem izstopati. Recimo Philips, glede na to, da so slike danes približno podobne, vsak poskuša dati na tako dodatno lastnost, ki je zanimiva. Recimo Philips poudarja svoj Ambilight, ki ga še večkrat bolj razvija, pa androidno televizijo. LG poudarja to, da imajo tehnologijo OLED, Sony tudi poudarja kakšno drugo svojo tehnologijo. Skratka, vsak se poskuša v teh majhnih razlikah nekoliko razlikovati od glavnih tekmecev. Potem smo videli tudi kar nekaj pametnih ur na tem sejmu, kar je bilo tudi kar pričakovano. Asus, Samsung, Sony, LG so vsi predstavili svojo varianto ure, vidi se pa na tem trgu še precej tipanja. Še zmeraj predvsem ne vejo, a bi se rajši odločili za to idejo, da mora biti ura vse v enem, kar pomeni, da mora biti ura velika pa pametna, pa imeti cel računalnik noter, vključno s povezovanjem v mobilno omrežje, kot pri Samsungu recimo. Ali pa bolj neumna, kar pomeni, da je ura res samo pravzaprav tipalo in majhno funkcijo ure, vso procesorsko moč, aplikacije in ostalo pa prevzame mobilni telefon pa tablica. Pa tudi pri oblikovanju ur vidimo kar precej tipanja v temi, da tako rečemo. Recimo LG pa Asus poskušata z nekako kovinskim ohišjem, malo bolj elegantnim oblikovanjem, malo bolj na to noto mode, elegance, da je to nekako tudi bližje temu, kar ne bi ura bila kot nakit. Medtem ko Sony pa stavi na športni videz. To pa tudi Samsung je tudi malo bolj tehnološko gleda na ure, kot pa na neko modno zadevo. Dodatek. A smo videli kakšno večje presenečenje ali pa kaj takega, kar res ne bi pričakovali? Kakšnih večjih presenečenj saj zaenkrat po prvem dnevu in po showstopperjih jih nismo videli? No, recimo smo pa mogoče videli pri Panasonicu eno tako idejo, ki je pa res si ne bi zamislili. Ja,
to je pa res. Oziroma pri Panasonicu in malo tudi pri Philipsu. Recimo pri Philipsu so pogruntali, da zaradi hipsterjev je kar naenkrat brada, oziroma temu rečejo obrazna pričeska spet aktualna in so razvili posebno, pač poleg brivnikov, ki pomagajo pri ravnem in drugačnem oblikovanju brade, so razvili tudi aplikacijo, ki upošteva vaš obraz in vam potem na vaš obraz različne oblike brade predlaga, da se lahko odločite glede na slog pa okus, na kakšen način se boste obrili. Nekaj podobnega je pa razvil tudi Panasonic, ampak še majčkeno bolj napredno. Ja, tiste pa pametno ogledalo, tako nekako bi temu lahko rekli, to je v bistvu izgleda res kot samo ogledalo, potem ko se pa usedemo preden, se pa pokaže tam zaslon, ki najprej analizira obraz, kakšna je tekstura kože in vse ostalo, kakšna oblika in potem glede na to, kar je prepoznal, predlaga kakšen make-up naj damo gor, kako naj se naličimo. Najbolj mišljeno to za ženske in potem tam lahko ta uporabnica tega ogledala vidi, kako bi izgledala s takim ličilom, sprav s šminko, maskaro in vsem ostalim in si potem recimo upamo, da to zapomni in se tako tudi naliči. Eno od bolj takih čudnih naprav je pa predstavil Sony, dodatek za mobilne telefone, tak v bistvu fotoaparat, brez ohišja, ampak samo tipalo pa objektiv, ja, to je v bistvu nadaljevanje tistega, kar je pokazal že lani, samo letos so šli pa v še eno malo hujšo smer. Tako, že lani so predstavili QX10 pa QX30, to sta bila dva različna pač modela te iste ideje, kot nekakšnega tajega nastavka, ki ga pritrčiš na pametni mobilnik in ga lahko uporabiš kot recimo razmeroma zmogljiv fotoaparat. Letos so dodali še dve stvari. Eno je super zoom s takim res ornim razponom in pa še bolj čudno napravo in sicer dodatek, kjer lahko dejansko menjaš objektive in dodajaš gor. Ja, z aparatov Nex, kot se jim je prej rekel, ali pa novim Alfa Bajonetom E. Ampak v praksi pa to res približno tako izgleda, kot da če imate malo večji objektiv, to izgleda kot en tak malo večji pokrovček in si ne predstavljamo točno, na kakšen način bi se na pametnem mobilniku, ki je majhen in tenak z enim nastavkom, tako 5-krat večji in težji objektiv obnašal. Sony dejansko ne ve točno, kaj bi s tem. Tako da velika večina stvari, ki smo jih videli, je bila predvsem nadgradnja lanskih modelov in lanskih trendov. Nihče več ne govori o web o Super LG-ju, nihče več ne govori kaj dosti o 3D televizorjih, pač glavne ključne besede so res večje, cenejše. Ja, pa povezano, pametno. Inovativno, domače in polno življenjskih slogov, kot zabavna elektronika se spet skriva iz tehnologije v življenjske sloge. Če bomo pa pač videli kakšno presenečenje v prihodnjih dneh, ko se sejem dejansko odpre, bova pa potem poročala v enih od prihodnjih poddaj.